Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani organizatorji, dovolite mi najprej pohvalo organizatorjem za tole pobudo. Skratka, mreženje slovenskih možganov po svetu je seveda primerna naložba za raziskave oziroma raziskovalce ter, če gledamo dolgoročno in tudi državotvorno, za sam urad Republike Slovenije za Slovencov v zamejstvu in po svetu. Na kratko bom predstavil odsek za zgodovino in etnologijo Narodne študijske knjižnice v Trstu, in sicer podpisani Gorazd Bajc, z mano pa sta še kolega v predavalnici Štefan Čok in Martina Humar. Svojo predstavitev sem razdelil na 3 dele. Najprej splošni podatki, potem naše dejavnosti ter na koncu naše kompetence. In sicer zakaj? Da boste videli, da smo, prepričan sem, da smo zanimivi za vas in morda tudi za vaše kolege, ki niso tudi danes prisotni, za nadaljne sodelovanje. Torej, malo k zgodovini, sam sem tudi zgodovinar. Leta 1947 se uradno ustanovi Narodna in študijska knjižnica in to je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji. Trenutno se deli na 4 dele ali pa 4 oddelke, čeprav jih ne imenujemo prav oddelke, vendar rečemo je tako, da poenostavimo. Osrednja knjižnica v centru mesta v Trstu, knjižnica Damir Fajgl v centru Gorice, oddelek za mlade bralce v Trstu, to je v Narodnem domu, v prostorih Narodnega doma, ter odsek za zgodovino in etnografijo v Trstu, in tega bomo danes predstavili. Od kdaj? Od 1951 se uradno ustanovi odsek za zgodovino in etnografijo, ki je bil zelo aktiven, zelo pomemben, kjer pa je prišlo v zadnjih letih do krize, ne majhne krize, prišlo je do nekaterih sprememb in lahko rečemo, da smo v zadnjem času nekako poprijeli ponovno z delom. Od januarja 2014 je bila ena bibliotekarka tukaj prisotna in ponovno poprijela z delom, junija 2015 razpis za 2 mesti in od konca septembra letošnjega leta smo v zasedbi v 3, 2 zgodovinarja in 1 bibliotekarka. Kaj želimo? Kot tukaj na slajdu, želimo dati nov zagon temu odseku za zgodovino in etnografijo. Smo zanimivi za Slovence, smo zanimivi za Slovenijo in tudi za Slovence po svetu, ter seveda tudi za druge. Zanimivi zakaj? Naše dejavnosti lahko razdelimo na 4 dele. Arhivsko delo. Arhiv odseka je izjemen. Kot vidite, je 185 arhivskih fondov, ki obsegajo več kot 1100 arhivskih škatelj. Fizično gledano takšne škatlje, ki jih tudi deloma sedaj uredimo po novih standardih in se zavedamo in vam garantiramo, da to je unikatni arhiv, veliko bogatstvo in seveda tu gre z moje strani iskrena zahvala predhodnikom, ki so zbrali res unikatne zadeve. Namreč v ta arhiv odseka se je steklo in naj bi se tudi v prihodnje gradivo, ki ponavadi ne dobi normalne avtomatične poti v druge arhive. Pa so tudi kakšne zasebne zapuščine, pa so tudi zapuščine nekaterih pomembnih fotografov. Imamo izjemen fotografski arhiv. Imamo pa tudi kar nekaj recimo predmetov, etnoloških, pa recimo nekaterih predmetov iz 1., 2. svetovne vojne, nekaterih starih šolskih predmetov, ki jih moramo tudi še valorizirati. Druga zadeva, ki je, bomo lahko rekli, bolj dolgoročna, a prepričan sem,
da je za nas izjemno zanimiva in gotovo tudi za vse vas. Predvsem za tiste, ki se ukvarjate z zgodovino. In sicer spoznati, evidentirati vire, ki govorijo o Slovencih v tujini. Predvsem v tujini. Zakaj? Prevečkrat se je v slovenskem zgodovinopisju, pa tudi nasplošno, obravnavalo slovensko stvarnost in sicer glede preteklosti, pa lahko tudi sedanjosti in s tem tudi prihodnosti, preveč slovenskocentrično. To je vsaj moja teza. Glede zgodovinopisja, gotovo. Moramo pogledati, kako so tudi drugi gledali na nas. Moramo razumeti v enem širšem kontekstu, kakšen pomen so Slovenci imeli, ali pa niso imeli, ali pa zakaj so bili interesantni in zakaj so pomembna določena zavezništva v zgodovini, kar seveda vpliva na sedanjost in pa tudi na prihodnost. Tretji del. Znanstveno-raziskovalno delo, kvaliteta, znanstvena odličnost in prijavljanje projektov, tu, kot piše na slajdu, kot je tudi omenil predhodnik dr. Jagodic, tesno sodelovanje z Slorjem. Izmed teh projektov, ki ste prej videli na slajdih kolega Jagodica, je tudi kakšen projekt, ki smo ga skupaj prijavili v sodelovanju z našo knjižnico in odsekom seveda, predvsem o prvi svetovni vojni, o ozadjih tajnega Londonskega pakta leta 15. Kaj pomeni znanstvena odličnost? Kdor se ukvarja z raziskovanjem, to dobro ve. Edino z najboljšimi rezultati in seveda primerljivimi z raziskovanjem v tujini bomo lahko zanimivi za razpise v slovenskem okviru ter seveda v evropskem okviru. In tu bo seveda še kako pomembno naše mreženje. Tu bo naše mreženje še kako pomembno in takšna današnja priložnost je seveda odlična za prihodnost. Torej, zanimivi smo za partnerstva v Sloveniji in v tujini. Četrta zadeva, ki je povezana seveda z vsemi prejšnjimi tremi, je ponovna večja razpoznavnost odseka, namreč zaradi krize, ki sem jo omenil na začetku, je prišlo skoraj do nekaterih govoric, da češ, da bodo celo zaprli odsek. To seveda se ni zgodilo. Poprijeli smo z delom in prepričani smo, da bomo ponovno pomembni tudi za družbo. Zadnji slajd, naše kompetence. V treh smo. Skupno poznavanje specifik teritorija, ne samo Trsta in Gorice, rečemo Primorske ali pa nekdanje Julijske krajine. In to pomeni, da smo zanimivi za celoten slovenski prostor. Kot posamezniki, tukaj podpisani, Gorazd Bajc, najbolj se ukvarjam z mednarodnimi odnosi, z politično zgodovino, diplomatsko 20. stoletja, predvsem specializacija mojih raziskav je zgodovina tajnih služb. Slovensko-jugoslovanski, italijanski odnosi, zgodovina manjšin. Raziskoval sem veliko v tujih arhivih, predvsem v Londonu, Washingtonu, Pragi, Beogradu. V nedeljo sem se ravno vrnil iz Londona iz zadnjega raziskovanja. Zakaj? Pogled od zunaj. Tako imane tretje stranke, the third party, to se sedaj uveljavlja. Moj kolega Štefan Čok, kmalu bo doktor, čez nekaj dni bo imel tudi svoj zagovor. Slovensko-italijanski odnosi v 19. in 20. stoletju, tudi on zgodovina manjšin, Trst v zadnjem obdobju Habsburške monarhije, nasplošno politična zgodovina. In tudi politična zgodovina, tudi v povojnem obdobju, tudi 60. 70. leta, nove raziskave so pač prišle z njegove strani. Ter še Martina Humar, bibliotekarka, ki pa je tudi vedno bolj specializirana tudi v arhivistiki, izjemno dobro pozna tudi problem fotografij in pa tudi filma. Skratka, mlajša ekipa, zato pa tudi mlajša ekipa, seveda upam za vse vas tudi dovolj zanimiva. Hvala.